pozdravljeni v novi epizodi podcasta Poslušam vse. Tokrat poslušate že 18. epizodo in sicer poletno obarvano. Najprej hvaležna za vse, ki si vzamete čas in pozornost, da me poslušate oziroma moje pogovore z gostjami. Poslušam vse je vzgojno-izobraževalni podcast, se pravi teme so vezane na razvoj otroka, na področje starševstva, so povezane s tem, kar sama neposredno počnem že 15 let, se pravi delo z otroki, ki me zelo izpopolnjuje in veseli. Sedaj pa na tokratno 18. epizodo. V njej bom z gostjo govorila o tem, kako se kot par, družina pripraviti na poletni oziroma na kakršenkoli dopust. Priprava ni bila mišljena samo v smislu, kako pripraviti vse potrebno, temveč kako se pripraviti kot družina, partnerja, se pravi se odnosno pripraviti na dopust. Postim strokovnjakinjo na področju odnosov in sicer sem se pogovarjala z Nežo Novak, ustanoviteljico Družinskega inštituta Advitam. Na spletni strani ima tako lepo geslo: živeti boljše odnose s seboj in s drugimi. Pri pogovoru z Nežo in tudi pri spremljanju na socialnih omrežjih se res začuti, da to tudi živi. Tako da priporočam sledenje Družinskemu inštitutu Advitam tudi na Instagramu. Neža Novak sebe opiše, da je v prvi vrsti ženska, žena in mama. Je mama 4 otrokom, je pa tudi hči, sestra in prijateljica in seveda ima res tudi druge različne vloge, ki jih z veseljem živi. V tokratnem pogovoru sva, kot sem že omenila, načeli temo, kako se kot partnerja, kot mož in žena, naprimer, pripravite na dopust, da vse čim bolj gladko teče, da smo vsi čim bolj zadovoljni. Seveda je del pogovora nanesel tudi na to, kako v pripravo vključiti otroke. Ker je Neža mamica 4 otrokom, različnim starim, je povedala tudi, kako pri njej to doma izgleda v praksi. Praktične napotke, res take konkretne nasvete je delila z nami. Vabljeni k poslušanju. Neža, lepo pozdravljena. Me res veseli, da si vzela čas, da si moja gostja. Ja, živijo tudi tebi in vsem poslušalcem. Hvala za vabilo v najin pogovor. Danes imamo eno zelo, meni se zdi, pomembno temo, pa čeprav jo na Google in ostalih brskalnikih skoraj da ni najdeti. In sicer se bova pogovarjali, kako se pripraviti na dopust, ampak z malo drugačnega vidika in sicer odnosno, kako partnerji med sabo skomunicirata, mogoče kako in kdaj pri tej komunikaciji vključiti tudi otroke. Ja, me zelo veseli za to temo, ker res, ko sem iskala na Google, res nisem sem najdla, kjer sezname, te pripomočke, kaj vse vzeti. To glede tega, kako se pa tako kot par oziroma kot družina pripraviti, se mi zdi, da je res zelo malo, tudi na tujih spletnih stranih. Mogoče malo več, ampak zelo malo. Mogoče boš še ti kaj v zvezi s tem delila. Sem se res z veseljem odzvala. Prav zato, ker se mi zdi, da na tem področju ljudem manjka znanja, vedenja, tako na splošno, predvsem izkušenj, predvsem pa ljudje o tem premalo govorimo. Res je, preden gremo na dopust, si vsi pripravimo potovalke, pa kopalke, brisače, ta lepe oblekce ven potegnemo, sončno kremo, špegle, vse, kar je treba, ne? Če gremo v kamp, še šotor, pa stole, pa še milijon enih podrobnosti, ne? Zelo redko pa pomislimo na to, da moramo na dopust odnesti tudi nekoliko na to pripravljen odnos. Na dopustu je dan drugačen, rutina je drugačna, kakor če smo mi doma v službi, vrtec, otroci, kolesje se zamenja. Na dopustu se sprostiš in si ti tak, kot si. Si lahko siten, si lahko slabe volje, te zmoti ena stvar. Lahko si pa super, cel teden se dobro počutiš, odlično folgaš, poln energije sem in tja, ta plaža, ona plaža, če greš na potovanje, si ogledaš 1000 in eno stvar. Nekaterim se pa celo zgodi,
da na dopustu zbolijo, zaradi tega, ker takrat adrenalin popusti, človek se umiri, možgani malo drugače zalaufajo, niso toliko pod enim stresom in si telo takrat vzame čas za počitek, ker si ga sicer mogoče ne more. No, in lih zaradi teh stvari, ki se lahko zgodijo na dopustu, pa jih nihče ne pričakuje, se moramo na dopustu tudi iz tega vidika malo pripraviti, pa malo stvari skomunicirati. Tam ne fejkaš, tam si to, kar si. In je zelo dobro, da sta mož in žena, partnerja, na to pripravljena. Če so pa še otroci zraven, še toliko bolj, zaradi tega, ker je pa tukaj dinamika še toliko bolj razgibana, toliko več prilagoditev je, pa še to ne, vsi gremo na dopust. Vsak si želi nekaj doživeti, vsak si želi malo spočiti in to, da greš ti na dopust in potem sam strežeš otroke ali pa rihtaš otroke, previjaš, hraniš, nekdo drug pa se usede in ne vem, se ima dober cel teden, kakšna bo prišla ženska s tazga dopusta ali pa moški, če je kontra. Ja. To je ena stvar. Druga stvar, ki bi jo omenila, je pa še to, mi ponavadi prihajamo iz različnih družin, ki so različno navajene dopustovati. Prideš z neko izkušnjo, ki ti je bila verjetno v primarni družini v redu ali pa celo top, ful dober, tako bom tudi jaz s svojo družino, pa mogoče na drugi strani našemu partnerju to ne bo všeč. Zaradi tega lahko to hitro pripelje do nekih konfliktov ali pa vsaj prepirov. Zato je pač res še toliko bolj pomembno, da to skomuniciraš, preden greš na dopust. Da malo ozavestiš svoje želje, svoje pričakovanja, da lahko se tudi usedeva dol, pa napiševa vsak zase najprej, kaj si želiva od dopusta, kaj pričakujeva, kaj pričakujem zase, kaj pričakujem za najin partnerski odnos, kaj pričakujem jaz kot mama, ti kot oče za odnos z najinimi otroki in kaj pričakujeva midva kot starša za celo našo družino. To se sliši tako zdaj ampak v osnovi nam lahko to vzame, ne vem, par minut, pa urce, potem pa še, da to skomuniciramo, pa ni treba v eni uri. Lahko malo danes, pa malo jutri, pa malo čez en teden. Samo pomembno je, da se o tem pogovarjamo, zaradi tega, ker če nikoli ne bomo povedali, ne moramo pričakovati, da bo kadarkoli, karkoli drugače. Ja, ker drugi nam pač prvič ne more brati misli, drugič pa lahko tudi mogoče nekaj časa zadržujemo, tudi če nismo zadovoljni. Po mojih izkušnjah enkrat potem pride ven, ne moramo več tega držati vse. Slej, ko imaš dost, je mera polna in potem takrat, ko imaš poln kufer, ne moreš lepo skomunicirati. Digne plafon, si jezen, zmečeš ven vse in pač to oteži komunikacijo. Zaradi tega, ker je zelo težko pričakovati, da bo človek na drugi strani tak naš izpad preživel, narekovali, tako, kot bi si mi želeli. Če pa mi počasi, pa na primeren način povemo, premislimo, kako bomo povedali, oprost, tole bi ti pa rada povedala, rada bi, da me slišiš o tem, ne pričakujem, da me boš takoj razumel, ampak rada bi, da slišiš, kaj ti želim povedati. S primernim načinom vstopati v komunikacijo in povedati, kaj nas moti, pa mogoče kaj bi si želeli, kaj bi pričakovali, pa na drugi strani tudi vprašati, kaj pa bi ti rad, kaj si pa ti želiš, kako bi bilo pa zate dobro, iskati skupno pot, zaradi tega, da bo obema dobro. Partnerstvo ni nikoli, zase bom poskrbela, zate pa, sej boš. Skupaj je, sva partnerja in sva skupaj v tem, da se bova imela dobro. Moje drobtince, tvoje drobtince bojo skupaj naredile nekaj dobrega. Če samo nekdo vlaga, to je pač izgubljen čas. Ja, je enostransko in pač ne prenese takih rezultatov oziroma učinka, kakor bi na dolgi rok si želeli. Ker si tako lepo, res si lepo razložila tudi s primeri, da gremo v bistvu bolj v jaz stavke, jaz tako, pa potem, da je še zanimanje za drugega, tako, da nismo en proti drugemu, ampak skupaj. Mogoče glede različnega, če imamo, zdaj dala za primer, da bi se en želel kampiranja, drug je
pač mogoče od svoje primarne družine bolj navajen po kakšnih apartmajih, hotelih, naprimer. To v bistvu verjetno ne skomuniciramo zadnjih 14 dni prej, ker je verjetno ponavadi ne priprave potekajo včasih že pol leta prej rezerviramo. A ne, kdaj ti predlagaš, da se v bistvu te pač mogoče drugačne želje glede, rekla, načina bivanja? To je mogoče prvo vprašanje, pa bom pa še druga pol postavila. Jaz ne bi nič predlagala, zato ker smo različne družine, a ne, med sabo, vsaka je drugačna in vsaki nekaj drugega paše. Zelo je pomemben, da partnerja med sabo najdeta tisto pot, ki je za njiju prava in da pač pri sebi vidita, kdaj je čas za organizacijo dopusta. Verjetno imamo vsi enkrat eno izkušnjo, ko smo se ušteli ali pa smo bili prepozni ali pa smo pol tik pred zdajci nekaj rezervirali in take stvari nas učijo, nič narobe, a ne? Hvala Bogu za te izkušnje, da smo zdaj lahko boljši, da lahko naslednjič drugače začnemo prej, se pogovarjamo, razmišljamo, ne vem, si pišemo seznam na kakšen listek ali pa v kakšen zvezek, da ga lahko pogledamo takrat, kar rabimo, a ne. Kar je za katero družino dober, to morata partnerja sama ugotoviti. Jaz mislim, tako moja izkušnja, a ne, je taka, da tik pred zdajci nekaj je težko, sploh če imaš ti otroke, če greš kampirat, če moraš res veliko stvari pripraviti, zato, ker na koncu je to pol živčna vojna. Če se želiš ti v miru pripraviti na dopust, kar je pač naš cilj nekako, a ne, da lahko gremo v miru od doma, da nismo pod nekim stresom 3 dni prej, vsi sitni en na drugega, ne, pa da mečemo tiste stvari v avto, pa otroci zraven jokajo, pa tako, no, da je že priprava na dopust lahko en tak povezovalni dogodek. Ne? Ja, super. Ja, Slišite zelo tako, ampak to tudi pride z izkušnjami. Midva sva lani pakirala naš družinski dopust 6. in je šlo lažje kot ta prvič. Ja, verjamem, ja. Če se uspemo v sebi to umiriti, pa prisluhniti temu, kaj nam govori naš naše telo, pa se mi zdi, da je lažje to, no? A sem odgovorila na vprašanje? Ja, da je v bistvu res tudi, da prvi vrsti, to mi je bilo zelo pač ljubomembno, da pač smo si različni v prvi vrsti partnerja zase, ampak ja, da večini pa pomaga, da je bolj v miru in da pač se mogoče prej, pa da je povezovalna, da je lahko, če je mogoče bolj v miru, da je lažje, da je povezovalna izkušnja. Mogoče pa tudi za koga, da ima drugačne izkušnje. Jaz sem imela tukaj bolj v mislih, ne, ta glavni poletni dopust, na katerega večina Slovencev hodi, a ne. Tako se mi zdi pomembno, no, če pogledamo še sam vidik otroka, ne. Otroci se tudi ful veselijo tega dopusta. Ja. Če njih vključimo v to pripravo, a ne, jim že damo neko priznanje, da so oni tudi del družine, seveda, in lahko se veseliš tega, dajmo skupaj, gremo, dobro se bomo imeli, uživali bomo, pripravi, ne vem, oni pol so zelo veseli, kar nosijo tiste plavutke na kup, pa rokavčke prekladajo, pa tako. Ampak to njim daje eno vrednost, neko vrsto ljubezni po svoje, a ne? Ja. In to, da so tudi oni vpleteni v ta proces priprave. Ja, je res zelo pomemben vidik. Sami vemo, ne, pa prilagajamo v bistvu otroku. Precej hitro lahko to začnemo, mogoče s kakšno malenkostjo, a ne najprej, ko so malčki, potem pa stopnjujemo glede na starost pa razumevanje pa druge veščine, ki jih že otrok obvlada. Kako je v bistvu tvoja praksa, mogoče to, ko si mamica 4 otrokom, mogoče še take osebne izkušnje, dragocene? Ja, meni se zdi, da je ključno to, da uporabiš način, ki ga uporabljaš itak tekom starševstva. Pri nas stremimo k temu, da so otroci samostojni, kolikor zmorejo, a ne. Dojenčica ne more kaj dosti pomagati, jo bolj nosim zraven vse, kar bi pripravljala. A ne, starejši otroci si pa pripravijo recimo zdaj že za obleči, fanta sta stara 6 pa 5. Ta 3. otrok je punčka, tudi bo stara 3 leta, ona se zelo veseli, da bo prinesla rokavčke,
pa da mi bo prekladala stvari, ki jih bom jaz dala že na kup, ampak ko se mi zdi pomembno, da če oni kažejo nek interes, da jih ne zatremo v tem v smislu, da je to sem že tle dala na kup, to boš ti zdaj meni vse razmetala. S tem odzivom bi jaz njo odbila, ne? Vse to pa meni zahteva zelo velike regulacije, pa zelo velikega truda in umirjanja, ki bi si najraje rekla, da je pust primer, ne, bom jaz to sama, ampak v bistvu ne, ona kaže zanimanje za to, da bo nekoč samostojna in da bom jaz samo naročila, lej to pa to, bi si ti lahko pripravi, ne. Če bom pa jaz, ki bomo pripravljali te stvari, njej rekla, stop, nehi, pa lahko v njej zamre tista želja po samostojnosti in potem bom jaz mogla njo čez 5 let na kolenih prositi, da to naredi ali pa celo namest nje narediti, ampak to ni moj cilj, ne. Moj cilj je to, da bo otrok samostojen. Zato moram jaz danes kaj požreti, se prilagoditi otroku, pa si vzeti malo več časa, malo večkrat globoko dihati, ampak se obrestuje. Ja, res je, se strinjam. Da ne v bistvu kakor, ja, bom hitreje ali pa bo boljš, ampak tako, da bolj dolgoročno razmišljamo, kaj bo za otroka to prinesel, kakšno korist. In tudi v bistvu tudi za naš odnos z otrokom se bo drugače počutil, če to na tak način, ki si ti opisala. Ja. Sploh pa tako, na dolgi rok, da se čisto drugo sporočilo dobi. Tako da je res, hvala za delitev teh izkušenj z otroki. Se mi zdi, ja, da ima večinoma imam teme povezane z otroki in s tem in mi je zelo dobro, da si to vključila. Ko smo že pri otrocih, še to, kdaj pa v bistvu otroke vključiti, ne vem, mogoče, če ne gremo, recimo, da ne gremo kampirati, pa da tako potujemo različno, recimo po različnih mestih ali pa da gremo mogoče na različne lokacije vsako leto v apartma. Kdaj po tvojem mnenju jih je pa smiselno tako ali in kdaj jih je po tvojem mnenju smiselno tako vključiti v načrtovanje lokacije, da bi rekli, letos gremo pa na Jadran, ampak kam pa lahko tudi ti soodločaš? Mogoče tako, kdaj se ti zdi, če se ti zdi to smiselno oziroma kako bi ti s tem? Ja, zdaj, če so otroci zelo majhni, ne, in nimajo pojma, kaj je to lož, pa kaj je to Korčula, ne, je praktično vse. Tako jaz vidim. Mogoče se motim, pa imam mogoče kdo kakšno drugo izkušnjo, ampak glede na razvoj otroka in glede na njihovo sposobnost mišljenja, bi rekla, da je to pač primerno takrat, ko je otrok, ne vem, najstnik verjeten. Ja, v puberteti, zaradi tega, ker pač to pomeni, da ima on verjetno že kakšno izkušnjo iz teh različnih pač lokacij in točno ve, kako se je kje počutil. In on se bo verjetno glede na svoje spomine in glede na občutke, ki jih je tam doživljal, odločil pa povedal, kam si želi. Recimo naši otroci zelo radi rečejo, mi gremo letos spet na Korčulo. Ja, zakaj? Zato, ker so tam v kempu, ker so sami na pol v kempu, ker imajo bazen pred nosom, ki imajo ogromno morja, njim je to top, oni laufajo, se žogajo, frizbi mečajo, tako sproščeni so, noben ne si narod naju, zaradi tega bi oni šli na Korčulo, samo oni ne vejo, da bi točno tako lahko bilo tudi nekje drugje. To je potem stvar, ki jo morata, dokler so otroci majhni, pač predebatirati oče pa mama, in se odločati, kaj je za našo družino najboljše. In glede na cilje, ki jih želimo imeti od našega dopusta, se potem pač odločimo, a bomo šli na potovanje, a bomo šli, ne vem, v kemp, a bomo šli v apartma, a bomo šli v hotel. Tukaj pač je treba pol neke pluse pa minuse poiskati, če nimamo neke izoblikovane ideje, kam bi šli, pa kako bi dopustovali, mogoče bi sam to rekla, da če gremo na potovanje, je to malo drugačna dinamika, kakor če smo nekje stacionirani, in to vpliva tudi na otroke. Saj pač starši sami vejo, da otrok, če je majhen, bo rabil, ne vem, še voziček, še nosilko, veliko več za jesti, veliko več za piti, veliko več animacije. Če hoče spati, kdaj ga bomo dali spati, da bo spal čez dan, To res veliko enih stvari za sabo potegne in zato se mi zdi, da res komunikacija pač je ključna, zaradi tega, ker če greš ti v neki se spustiti, pa sploh nisi teh stvari predebatiral, je hitro lahko en pok, In pol, kaj boš imel od dopusta? Slabo voljo, utrujenost, sitnobo, to je pa škoda. Ti si vzameš dopust za to, da se zresetiraš, da se
drug na drugega partnerja naštelata, tako kot je treba, da se otroci povežejo malo bolj konkretno z otroki, pa med sabo, če jih je več, a ne, zato je dopust. In zato, da se imamo dobro na dopustu, je dobro, da ga načrtujemo. Ja, lepo. Ja, da ne gremo pač, ok, dopust je, pa bo tako, kaj je. Ja. Prej na začetku si omenila ta razdelitev vlog, ali mama ali oče, v bistvu en od partnerjev, da se ne zgodi pač, da je samo en večinoma skrbi. To verjetno tudi dobro skomunicirati, če mogoče načeloma ni tako, no? To pač en od partnerjev, da se ne zgodi pač, da je samo en večinoma skrbi. To verjetno tudi dobro skomunicirati, če mogoče načeloma ni tako, no? A ne, se mi zdi, da v tistih družinah, ki si že tako, smo že mogoče navajeni se te vloge malo bolj porazdeliti, verjetno ni toliko. Ja, pomembno je skomunicirati, a ne? Predvsem se pa potrebno sam pri sebi vprašati, kako bom jaz to izvedel, a ne? Če ti nimaš tega v krvi, ne, če nisi tega navajen početi, boš v bistvu pri sebi rabil neko akcijo, ne, neko notranjo motivacijo, da to narediš, da najprej opaziš, kaj otrok potrebuje, ali pa da zvečer sam predlagaš, ne vem, bom jaz danes uspaval, oziroma da se partnerja pač to vnaprej zmenita, ne, lej, na dopustu bi si želela, da uspavava vsak en dan. Ali pa, ne vem, želim si, da na dopustu pleničke menjaš tudi ti. Želela bi si, da na dopustu, ne vem, 2-krat v celem terminu ti greš sam na plažo z otroki, bom jaz malo sama, bom brala knjigo ali pa delala nič. In kontra, ne, zdaj sem kot ženska govorila, ampak v resnici je pa čisto vseeno povedati si pričakovanja in iskreno si povedati, lej, recimo moški možgani so drugače narejeni kot ženski, a ne, in moški veliko stvari ne opazijo, ki jih ženske avtomatsko naredimo, ne. Otrok je lačen, vzameš šuno, ponudiš banano, Moški ne bo pomislil, da je otrok siten zato, ker je lačen. Zato, ker možgani njegovi niso narejeni zato, da opazi, da je otrok lačen, pa da mu bo dal hrano, ko je siten, ne. Se pravi, skomunicirati, pač pri sebi najditi, a bom jaz to zmogel, sicer pa prositi za pomoč. Glej, jaz ne vem, če bom uspel to vse opaziti, a mi boš prosim povedala takrat, ko bo treba. A me prosim spodbudiš, dej, ne vem, dej mi pomagaj, saj ne rabim dosta, ne, sam povej mi, lej, a prosim jim daš večerjo, a ne, ali pa se otrok pokaka, polula, dej, a bi ti prosim zdaj šel pleničko menjati, ne. V bistvu to mi je bilo zelo dobro, ker si poudarila, no, to konkretno, da res povemo konkretno, a ne, da drug nam ne more brati misli. Da konkretno povemo, mogoče tudi ne samo, ok, želim si, da si razdelimo vloge, katero res lahko ni, pač si lahko drugače predstavljamo, no, kaj to pomeni. Mi je zelo všeč, ko si rekla konkretno, naprimer, vsak en dan uspava oziroma pač karkoli. Ali gre na plažo z otroki, no, tako mi je res všeč, ko daš, se mi zdi, da je zelo nazorno, ko daš te konkretne primere, si lažje pa predstavljamo. To res rešuje, ne, zaradi tega, ker če ljudje ne znajo si pokazati, povedati, pol smo isto, kakor če pač nismo nič naredili, ne, res, lahko si tudi list vzameš pa napišeš, to pa to pa to. Nič narobe, a ne. Pa v bistvu, da je to res tako, ga si prej rekla, a ne, da če ne tisto, če je čist na morju, lahko hitro izpade, mogoče tako, da mogoče pol malo ali s povzdignjenim glasom, če pa prej povemo, pa je že tudi partner pač seznanjen s tem, je potem po mojem res veliko lažje, kakor če pač če tam, ne, tudi tam pač včasih se ne more drugače, verjetno, no, ampak tako, ja, se mi zdi fino, no, da je že prej in se mi zdi, da je lahko res čist drugačen ton komunikacije potem. Ja, mogoče bi tukaj sam še rekla, da ni nujno, ne, da zdaj pa se ne bomo nič skregali, če bomo vse to naredili. Itak, da se bomo, saj smo ljudje. Vse je življenje, pride nepredvidena situacija, si pod stresom, ne vem kaj, ampak vsaj imaš neko zavedanje,
da si z nekom te stvari skomuniciral in da približno veste, kaj drug od drugega pričakovati. A ne? Tudi če smo enkrat doma to povedali, ne pomeni, da bo zdaj pa to cel dopust tako držal. Mogoče bo treba ponoviti. Mogoče se bo treba sredi dopusta usesti dol pa reči, oprost, tole sva zafurala, drugače sva si želela, dajmo začeti še enkrat. Nič narobe. Ljudje smo, hvala Bogu, da imamo možnost se pogovarjati in začeti znova. A ne? Škoda, da bi bilo cel dopust uničen, če se je pač sredi dopusta nekaj zgodil, a ne? Če je eden od partnerjev toliko sposoben se v sebi umiriti, pa predihati stvari, recimo, če pride do nekega konflikta, da reče, dajva se usesti, pa se dajva tako razumsko pogovoriti, a ne? Pol, ko se čustva poležejo, je prav, da si tudi čustva povemo, sem bila jezna nate, sem bila besna, sem bila razočarana, ne vem, ti si me tam forsirala, sem se počutil kot en otrok, tako, ne, da res naslovimo, ampak da lahko to sprejmemo in si rečemo, ok, tako je bilo, ni treba, da zdaj vztrajamo v tej dinamiki cel teden, dajmo zdaj drugače. Ja, ful dobro. Mi je všeč, kaj v bistvu si res tako življenjsko, ker tudi to pride in ja, je to del, tudi konflikti so, ne to, da si izogibamo, ampak ja, da jih nekako skomuniciramo, kako potem naprej, da se iz tega učimo. Ja. Konfliktom se rajš ne izogibati, no. Saj so težki, zahtevajo veliko energije in veliko časa in čustev, ne? Ampak so dobri za odnos. Gradijo odnos, krepijo zaupanje, poglabljajo povezanost, tako da so dobri. Ja, če tako potem pristopimo, a ne? Ja, super. Res hvala, ker si to dodala, zelo pomembno. Se mi zdi, da tudi na tem področju, no, saj iz svojih izkušenj govorim, res potrebujemo tudi malo vaje in mogoče malo tega veliko, no, samozavedanja in samorefleksije in tako, no, se mi zdi zelo pomembno, koristno o tem govoriti. Tudi to, no, da je to normalno in kako potem to skomunicirati. Mogoče bi te tukaj še v tem, kaj pa, kar si prej omenila, da mogoče pa ugotovimo, mogoče sploh z majhnimi otroki, da pa ne bomo imeli kot za partnerski odnos, da bomo imeli recimo premalo časa. Kako pa v tem primerih, mogoče da bi si želel oziroma pomoč recimo ali svoje družine, ali da se pridruži kakšen prijatelj, oziroma tako. Tukaj je tudi verjetno izjemno pomembna komunikacija, mogoče pa tudi s to tretje osebo, recimo starši z prijateljem, oziroma kaj v tem primeru svetuješ? Ja. Najprej morata partnerja vedeti, kaj si želita. In videti, kako bo nam ta dopust šel, če gremo sami, oziroma če koga povabimo zraven. Potem, ko vidimo, da bi nekoga povabili zraven, je ključno to, da ozavestimo, da rabimo nekoga, ki nam bo pomagal, ne ki nam bo pil energijo še dodatno. Ti greš na dopust, da se spočiješ, ne da ti bo nekdo šel tam na živce, vmes ti bo pa 3-krat otroke pomerkal. Se pravi, ko se odločimo za nekoga, ki se nam zdi primeren, da bi ga povabili zraven, je zelo pomembno, da mu povemo svoja pričakovanja na spoštljiv način in z neko iskreno komunikacijo. Da se pove, zelo bi bili veseli, če bi lahko šel z nami, ne vem, ali pa če bi vidva, mami, oči šla lahko z nama. Zelo bi nama bilo dragoceno, če bi nama lahko kdaj vmes pomerkala otroke, da bova šla na večerjo, da bova šla zaplavati sama. In da se zelo jasno postavi tudi meje. Se pravi, da se pove, ob večerih bi pa bili radi sami.
ali pa ne vem, a bi prosim lahko vseeno šli v drug apartma, ker bi pa vseeno neki zasebnosti naša družina rada imela. A ne? Zdaj to vse zelo odvisen od tega, v kakšnih odnosih smo s človekom, ki ga vabimo zraven na dopust, a ne. Če so te meje, če so te meje že postavljene, če naši odnosi funkcionirajo v redu, potem teh nekih mej postavljati samo za dopust pač ni treba, a ne. Če pa gre za to, da ne vem, da se mogoče v narekovajih tašča rada kdaj vtakne v kaj, ali pa da se recimo mama, a ne, če gre od moja mama zraven, če ona rada kdaj kaj pokomandira, pa če meni to ni všeč, a ne, da ji na primeren način povemo, da tega ne želimo. Postavljanje meja v svoji družini in okrog svoje družine je nujno zaradi tega, da zaščitita partnerja, delovanje svoje družine, da lahko pač družina normalno funkcionira in da smo pač lahko povezani v teh naših odnosih, a ne. Če bo nekdo skozi nekaj vdiral v našo komunikacijo, pa skozi nekaj popravljal najino vzgojo, a ne, bodo otroci znervirani, zmedeni, midva pa še toliko bolj sitna in potem pač ne morva midva normalno komunicirati med sabo, drugim, sam s sabo, a ne moč, ko si pod stresom, pa tudi dober starš ne moreš biti, če ti gre stalno nekaj na živce, a ne. Se pravi, res konkretno se zmeniti za stvari, ki si jih želimo, pa za stvari, ki jih ne želimo. Pravim za tiste družine, kjer pač so te meje mogoče malo premalo trdno postavljene. Kjer so pa meje v redu, kjer se z obema taščama partnerja dobro razumeta, ne, se pravi žena s taščo in mož s taščo, tam pač, ne vem, mislim, da ni nekih potrebnih dodatnih pogovorov o tem, kako bo to funkcioniralo, ne. Res, se mi zdi toliko različnih družin in toliko različnih partnerstev, da je res pomembno, da najdemo način, ki je nam blizu, a ne. Nekega univerzalnega recepta itak ni. Pač treba je raziskovati, treba se je pogovarjati, kdaj tudi brcneš v temo, pač se opravičiš pol, ko si videl, da si narobe naredil. A ne, tako, ljudje smo, učimo se. Ne, saj to mi je bilo res, res smo različni in se mi zdi tako fino, verjetno je vseeno, se mi zdi, no, tako, da v večini primerov res te meje dostikrat niso mogoče čisto postavljene in da je res tudi zelo koristno, da si to izpostavlja na začetku, no, da res komuniciramo in mogoče, da boljše, da je tudi druga oseba mogoče na začetku malo kakor razočarana v narekovajih, kakor da potem pride do tistega scenarija, kakor si ti rekla, no, da smo potem nezadovoljni in tako, no. Pa da nimata človeka osebi ali pa oseba na drugi strani občutka, da ti njega sam izkoriščaš, ne. Pač na primeren način je res treba te stvari skomunicirati, a ne. Zato tudi vzameš s sabo primerno osebo. Ne greš reči nekomu, ki si skačeta v lase skozi, a ne, so odnosi neurejeni, da zdaj ga boš pa sabo na dopust pelal, pa saj mislim, da to ljudje tega ne počnejo. Ampak tako, pač sem hotela vrisati, da je res pomembno, da so meje postavljene zaradi tega, ker drugače je škoda, no, da smo na dopustu, pa bi se lahko imeli fajn, ampak si gremo na živce. Res, hvala za to. Ne, mi je všeč. Te meje se mi zdi tudi nasplošno, no, saj tako, in mogoče v partnerstvu in nasplošno v odnosih in v otroku nam je kdaj pač izziv. Tako da zelo pomembna tema. Zelo pomembne teme si se dotaknila. Hvala. Mogoče še
glede dopusta, ker pa če zdaj znamo, da gre recimo družina sama, brez pač drugih, pač samo uži člani družine, se pravi partnerja pa otroci. Mogoče kako, ker si prej si tudi omenila, da lahko se zgodi, oziroma smo mogoče se na začetku mi dve še pogovarjale, da se potem kar vsak mogoče na svojem pač ali telefonu ali svojo knjigo ali kakorkoli, da mogoče kako to, mogoče da je dobro tudi temu posvetiti, kako čas skupen tako izkoristiti, da bo obema ustrezal. Kako mogoče tudi tukaj Ja, gledaš? če družina ni navajena vsaj kakšnega popoldneva na teden ali pa recimo vikenda preživeti skupaj, a ne, je potem res to izziv, ko pridejo na dopust in časa je ogromno in ne vejo, kam bi ga dali. In pa se otroci neki sami zamotijo, če so dovolj stari, oče svoje dela, mama svoje dela, če so otroci še majhni, ponavadi oče dela kaj svojega, mama rihta otroke, ne. Tako da to so stvari, ki se ponavadi enkrat zgodijo in potem vidimo, kje smo, ne. Se pravi, imamo neko izkušnjo, kakšen je bil dopust, ko ga nismo tazga pričakovali, ker se pač nismo tudi pripravljali, a ne, nanj in je tak izpadel. Se mi zdi, da potem, ko enkrat zrealiziramo, da se nam je zgodilo nekaj, česar nismo hoteli, pa nismo pričakovali, da to pač naslovimo, da si povemo, lej, to so ful boleča spoznanja, ampak če sta partnerja sposobna to videti, je to ful dobro, ker lahko iz tega izrasteta in krepita svoj odnos. In ko si rečeta, lej, nismo bili skupaj, imeli smo čas za družino, zamočila sva, otroci so bili tam in nisva jim znala dati svojega časa. Jaz sem bila zraven tebe, ti pa si rajsal po telefonu. A bi se lahko, prosim, toliko ozavestil te stvari v svoji glavi, da ko smo skupaj, ni telefona. Pa narediš plan. Bomo šli pogledati tisto stvar, bomo šli, ne vem, dopoldne na plažo, popoldne pa, ne vem, na bazen, a ne? Ali pa po kosilu, ko ne gremo na plažo, ker je sonce prevroče, imamo na voljo, ne vem, to pa to družabno igro, branje, križanke, ne vem, in v to vse se da vključiti otroke, a ne? Ali pa partnerja. Se pravi, ključno tukaj je, da ozavestiš, kaj je enkrat bilo narobe, oziroma če mogoče nimamo te izkušnje, pa bi glede na naš življenjski stil lahko to pričakovali, a ne? Da to ozavestimo in naslovimo in povemo, da si tega na dopustu ne želimo. Ja. Ful je važno, da imamo močno samokontrolo. In to ne rata vedno, a ne? Velikrat si ljudje izpod kontrole uidemo, velikrat pač padeš, ne? Ti gre vse na živce, si misliš, dej, a ne, rabam čas, se zavlečeš, ne vem, v en kot in delaš svoje, a ne? Ali pa nič ne delaš. Medtem, ko so tam ljudje, ki rabijo tvojo pozornost, ki rabijo tvoj čas. V tem primeru, recimo, a ne, da smo bili dogovorjeni, kako se bomo na dopustu obnašali v narekovajih, kako bomo preživljali čas drug z drugim, lahko še vedno rečeš, oprost, dost imam vsega, rabam 1 uro zase. Ali pa pol ure, ali pa, ne vem, cel popoldne. A ne? Ampak tukaj zdaj spet kle je ogromno ene samokontrole, nekega stika s samim sabo, da ti pri sebi prepoznavaš, kaj se s tabo dogaja, da ti prepoznavaš, kaj se dogaja s tabo v povezavi s partnerjem, a ne, kakšna čustva do njega čutiš trenutno,
kako si z otroki, a smo kot družina povezani, a ne. To in pač to, ko začneš to delati, ti velikrat ne uspe in nič ni narobe. Važno je, da prepoznaš, da ni uspelo in da naslednjič poskusiš znova. A ne? Nikoli nam ne bo vedno uspelo, zaradi tega, ker nismo popolni, ker smo samo ljudje. A ne? In pomembno je, da imamo tudi to v zavesti, da ne bo vedno uspelo tako, kot smo si zadali. In nič ni s tem narobe. Da včasih potrebujemo tudi drugačno izkušnjo, da se z nje lahko naučimo. Tudi to, ja. Ja, super, če smo pač pol pripravljeni. Ja, res ja. Je počasih res veliko te samokontrole in mogoče res te tudi prepozna, da sploh, da smo toliko v stiku s sabo, da to prepoznamo. Mogoče to. Ja. Veliko in pač, ko začneš to, mogoče to ni z dopustom povezano, ampak vseeno je mogoče vredno omeniti. Ko začneš to delati, ne, je kar garanje v resnici, ne, ampak to je naložba vate, v tvoj partnerski odnos in v tvojo družino in zato se splača. Se mi zdi, da vseeno si ljudje želimo ljubeče odnose, povezane, da se imamo radi v družinah in pač nekaj je treba začeti, ne? Ja, take lepe besede. Mogoče bi kar pri tem, ki si res tako lepo povzela. Mislim, da sva še kaj tazga mogoče spustili, ki si ti pač želiš povedati, dodati na to temo, pa nisva uspele še reči. Kaj pa vem, jaz mislim, da sva kar zaobjeli, no. Mogoče tole način dopusta, ne, ko sva govorili kampiranje, hotel, tako, če res nihče ne more se poistovetiti, mislim, eden od partnerjev, da se ne more poistovetiti z idejo drugega, da sprejmeta nek konsens, ne, da se odločita, letos bi šli takole, pa bomo šli drugo leto drugače, ne. Ali pa en teden tako, en teden, če finančno izvedljivo. Tako, ja, če se to da. Zaradi tega, ker se mi zdi, da kljub vsem nestrinjanjem in vsem konfliktom, ki jih pač partnerji skozi življenje doživimo, smo skupaj zato, da se bomo imeli radi, ne? In da bomo drug drugemu ugodili, da se bomo imeli dobro. Ker tako pač lahko najboljša verzija sebe postajaš, da se imaš tudi fajn, ne, tudi to je pomembno. In če si jaz ne želim za svojega moža, da se bo imel dobro, pol verjetno tudi meni nekaj ni v redu v moji glavi, ne. Tako da res, kar bi poudarila, komunikacija, pogovor, spoštljiva komunikacija, pa iskrenost, res. In to, da je človek na drugi strani pripravljen slišati, kaj mu jaz sporočam, in da ko sem jaz človek na drugi strani, da sem sposobna slišati tisto, kar mi moj partner sporoča. A ne? Tudi, če mi kdaj spodleti, nič hudega, pridem nazaj, ko se umirim, ko premislim, ko prediham, rečem, oprost, nisem te razumela, rada bi, da se imaš fajn, rada bi, da se imamo dobro vsi, sem pripravljena to pa to narediti zate, dajmo to narediti tako, kot si ti zamislil, a ne? Ja, ta v bistvu iskrenost, spoštljivost, pa včasih tudi tako, kot si rekla, a ne, pomisliti, da tudi, mislim, da v bistvu tudi, če se prilagodimo, a ne, je to pač tako, iz ljubezni. Tako, ja. Hvala, ker si dodala, ja, tako, ja. Seveda pa ne, da smo mi vedno tisti, to pa zagotovo ne. Ampak, zdrava mera, ne? Tako, zdrava mera, točno to.
Ja, pa to, no, ta iskrenost, ki si tudi prej rekla, da včasih je res tudi pri sebi težko, pač že to, da sebi iskreno priznaš, ok, si želim tako pa tako, včasih izziv oziroma delo. Res mi je bilo lepo in sem se tudi tako, no, res si toliko enih koristnih informacij povedala, se mi zdi, da zelo pomembnih. Pa da mi je res bilo super. Tako da hvala še enkrat, res zelo take konkretne napotke, prav konkretno si tudi kako primere in jaz mislim, da bo veliko ljudi našel mogoče kaj tazga, kar pač bo rezoniral z njimi, seveda vsak pač na svoj način, kakor bo njim pač tako za njihovo družino funkcioniral. Ampak res, najlepša hvala še enkrat. Hvala tudi tebi za vabilo. Mi je bilo veselje tole poklepetati s tabo. Hvala vsem za pozornost. Čim lepši dopust vam želim in se slišimo kmalu. Nasvidenje.